Pogovor z dr. Petrom Čeferinom, eno od vodilnih avtoritet na področju odvetništva v Republiki Sloveniji. Dr. Čeferin, kako vidite stanje na področju pravosodja v zadnjih 30 letih samostojne države Slovenije? Uvodoma bi rad poudaril, da pod pravosodje ne spadajo samo sodišča, ampak tudi državno tožilstvo, odvetništvo, notariat, organi za postopek o prekrških, državno odvetništvo, sodni izvedenci, cenilci in tako dalje in tako dalje. Če bi torej želeli analizirati le stanje v sodstvu, kar je tema današnjega pogovora, potem bi kot odvetnik, ki ta poklic neprekinjeno opravljam že preko 50 let, predlagal, da pogledamo, kako je bilo na naših sodiščih v zadnjih 30 letih z vsakokratnim uresničevanjem temeljne ustavne in tudi civilizacijske pravice, to je pravice do obrambe. Tako je za oceno stanja v sodstvu vsekakor ilustrativen tudi položaj odvetnika, predvsem zagovornika, ki ga je imel v kazenskem postopku v različnih časovnih obdobjih. V zadnjih 30 letih ugotavljam 3 različne položaje kazenskega zagovornika. V prvem obdobju odvetnik ni imel položaja, ki ga v sodnem postopku določa ustava. Kljub načelu enakosti orožij je bil zagovornik v podrejenem položaju. Niso bili redki primeri, ko se je pred začetkom glavne obravnave takratni javni tožilec nahajal v sobi razpravljajoče sodnice, kjer sta sestavljala tak obtožni akt, ki je omogočal izrek sodbe. Zagovornik in njegov klient pa sta čakala pred razpravno dvorano in tega mi je bilo dovolj, pa sem vstopil v sobo sodnice, pa sem rekel, poslušajte, a naj gre ta ven, ali grem pa še jaz noter. Potem sta me nekaj časa debelo gledala, potem je pa tožilec zapustil sodničino sobo. Tudi mediji so imeli takrat odnos do obrambe drugačen, kot ga imajo danes. Zanimala jih je samo obtožnica, o obtožnici so poročali, argumenti obrambe jih niso zanimali. V drugem obdobju, zadnjih 30 let, so zagovorniki na naših sodiščih dobili ustrezen položaj. Bili so odlično pripravljeni in v javnosti in v medijih je prevladovalo stališče, da so odvetniki odlični, kvalitetni, vsi drugi delujoči v postopku, to je policija, tožilstvo in sodišča, pa slabo pripravljeni in neučinkoviti. Za tretje obdobje, ko so se pojavili pri nas tako imenovani tajkuni, pa se je situacija bistveno spremenila. Javnost in mediji so tajkune vnaprej obsodili, redke oprostilne sodbe sodišč pa so označili za sodne napake. Po mnenju javnosti in medijev so bili takrat zagovorniki krivi, da zavlačujejo postopke in tako poskušajo preprečevati ekspresne obsodbe vnaprej obsojenih. Za prvo obdobje teh 30 let so bile značilne tudi večje kršitve človekovih pravic. Sprva so bili na udaru nekdanji oficirji jugoslovanske armade, ki so nenadoma izgubili vse pravice iz socialnega zavarovanja, čeprav so predtem vrsto let živeli v Sloveniji in niso bili udeleženi v nikakršni agresiji na Slovenijo. Pravice iz zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja so zato poskušali uveljavljati na tako imenovanih sodiščih pokojninskega in invalidskega zavarovanja. V nekaterih od teh postopkov sem na glavni obravnavi začudeno opazil, da na prostoru, kjer naj bi sedel tročlanski senat, sodni senat, sedijo 4 ljudje. Pa sem vprašal predsednico senata, kdo pa je tale, kaj pa tale tukaj dela. Je rekla, to je pa predstavnik Ministrstva za obrambo.
No, sem rekel, lejte, če že mora biti tukaj, dajte ga presesti med publiko, sodu ne bo. In so ga prestavili. Druga množična kršitev človekovih pravic se je dogodila tako imenovanim izbrisanjem. Takratno ministrstvo za notranje zadeve je 26. februarja 1992 nezakonito izbrisalo iz registra prebivalstva 25.671 oseb. Ti ljudje, mnogi med njimi so se rodili celo v Sloveniji, so tako izgubili svoj pravni status in z njim povezane ekonomske, zdravstvene in socialne pravice. Ti ljudje vse do 18.6.2017, ko je pričel veljati zakon o povračilu škode, niso mogli uveljavljati nobene odškodnine. Pozneje pa so jo lahko uveljavljali v upravnem in pa v sodnem postopku, glede na dolgotrajnost teh postopkov, zlasti sodnega, pa tako nikoli niso prišli do pravičnega zadoščenja. Je pravosodje res krivosodje, kot trdi aktualni predsednik vlade in seveda tudi njegovi zvesti pristaši? Po mojih izkušnjah je velika večina slovenskih sodnikov nepristranskih in tako predstavljajo pomemben obrambni zid pred morebitnim nezakonitim ravnanjem izvršilne oblasti. To dokazujejo v tem času številne sodbe upravnih in delovnih sodišč, ki razveljavljajo nezakonite odstavitve in razrešitve posameznikov, pa tudi razveljavljajo tiste upravne odločbe, ki so onemogočale potencialnim azilantom ustavno zajamčene postopke. Zakaj so ljudje, kot je Janez Janša, vedno oproščeni? Kako je možno, da noben proces se ne zaključi uspešno? Kdo je za to kriv? Tožilci, sodniki, afera Patria je, kot vemo, zastarala. Kaj pravite na to? Odgovor na to vprašanje bi terjal mnogo več časa in prostora, kot ga imamo midva danes na razpolago. Ni res, da so Janša in nekateri drugi kar naprej oproščeni, pa tudi vsi postopki še niso dokončani. Tudi vemo, da je Janša prestajal nekaj časa zaporno kazen. Treba je vedeti, da je kazenski postopek dolgotrajni proces, ki terja spoštovanje posebnih pravil, ki so predpisana za vsako posamezno fazo postopka. Gre za ovadbo, za predkazenski postopek, za preiskavo, za obtožni akt, za glavno obravnavo, za redna in izredna pravna sredstva in tako naprej. Zato pavšalni odgovor na to vprašanje ni mogoč. Sodba, ki je bila prvotno izrečena Janši, je tako zvana indična sodba. V določenih primerih lahko sodišče nekoga obsodi, tudi če ni konkretnih dokazov, če gre za eno vezano verigo indicev, ki potrjujejo sum in tako dalje. Torej, za mene kot poklicnega zagovornika je indična sodba vedno problematična. No, ampak vendarle se zastavlja vprašanje, ali imamo v tej državi poseben razred, ki je nad zakoni, ki je nedotakljiv. Kaj menite? Ne bi se strinjal, da imamo zaradi načina sojenja, kot ga opisujete, poseben razred, ki je nad zakoni. Gre sicer za to, da so posebnih ugodnosti, to se pravi, dobijo določene funkcije, pomembna delovna mesta, ne glede na strokovnost, ki jo imajo in tako naprej, da so udeleženi pri določenih investicijah in tako dalje, da so deležni posamezniki, o tem ni nobenega dvoma. Vendar jim tega ne omogočajo sodišča
ampak vsakokratna politika. A s tem, ko nastavlja ljudi, ki recimo S nekateri... tem, ki nastavlja tako zvane naše, ne glede na to, a izpolnjujejo pogoje, a so strokovno usposobljeni, a bodo dobro delali na svojih položajih in delovnih mestih. To dela politika. Sodišča s tem nimajo nobene zveze. Ponavljam, sodišča so obramba pred samovoljnostjo izvršilne oblasti. Morajo biti. Ne? Morajo biti, ja. Pa so vedno. V 90%. Kako pa ocenjujete demokraciji škodljivo delovanje sedanje aktualne vlade? Smo v letu 2021. Gre za rušenje pravosodja, napade na medije, policijo, na politične nasprotnike, nenazadnje neimenovanje evropskih tožilcev. Kako to komentirate? Ne strinjam se z določenimi postopki aktualne izvršilne oblasti, kot so poskusi podreditve neodvisnih institucij, policije, gospodarstva, medijev, neimenovanja delegiranih tožilcev, odtegnitve sredstev Slovenski tiskovni agenciji, kadrovanja tako zvanih naših, ne glede na njihove strokovne sposobnosti in tako dalje. Upira se mi praksa, da se režimski mediji na vsako kritiko ravnanja aktualne oblasti odzovejo s popolno diskreditacijo. Ne sprejemam sovražnega načina komuniciranja z drugače mislečimi. Kako razumete ali si razlagate vladno delovanje v primeru neimenovanja evropskih tožilcev? Zakaj jih nočejo imenovati? Zakaj to vlada počne? Ali jih je strah nadzora nad porabo javnega denarja, ki ga prispeva Evropska unija v Slovenijo? Morda tudi to, ampak bistveno je generalno vzeto, da očitno želi izvršilna oblast imeti nadzor nad javnimi tožilci. Torej, tako kot nastavljajo naše, o katerih sem prej govoril, bi želeli imeti tudi naše tožilce. Pravite, da želijo nastaviti svoje ljudi. Kako nevarno se vam zdi, da bi aktualna oblast politično prevzela tudi svojimi kadri tudi ustavno sodišče? Po ustavi in tudi v praksi o tem, kdo bo postal sodnik ustavnega sodišča, odloča vsakokratni parlament. Zdaj, koga je ljudstvo izvolilo za te poslance, je drugo vprašanje in bi bila lahko posebna tema pogovora. Na tem mestu bi povedal samo nekaj. Zdi se mi nesprejemljivo, da se ustavno sodišče in ustavne sodnike žali, kar je unikum v svetu. V nobeni najbolj primitivni nedemokratični državi si izvršilna oblast ne upa žaliti sodnikov najvišjega sodišča v državi. Vaš stanovski kolega, Franci Matos, odvetnik Franci Matos, hišni odvetnik stranke SDS oziroma njenega predsednika, je dobil vrsto položajev v javnih podjetjih, ki jih kontrolira vlada. Se vam zdi to higienično? Kaj o tem meni odvetniška zbornica? Zakaj odvetniška zbornica molči? Zakaj je tiho? Torej, kako zmore kolega Matos poleg zahtevnega odvetniškega poklica opravljati še številne druge funkcije na najrazličnejših položajih, morate vprašati predvsem njega. Sem pa v medijih prebral izjavo predsednika Odvetniške zbornice Slovenije v tem smislu,
da mora kolega Matos v bodoče zelo paziti, katere zadeve bo smel prevzeti in katere ne, če bi ocenil, da bi lahko šlo za konflikt ali pa kolizijo interesov. Spominjam se, kaj so o odvetniškem delu rekli moji starejši kolegi. Starejši kolegi so večkrat dejali, da navajam, da se z ritjo najmanj zasluži. Tu so mislili na sedenje na dolgotrajnih obravnavah na sodiščih. Zato se dogaja, da nekateri odvetniki sploh ne hodijo na sodišče, ampak se ukvarjajo z lobiranjem, politiko, preprodaja nepremičnin in podobno, kar prinaša mnogo večji dobiček. Bi pa v zvezi s tem vprašanjem opozoril na načelo kodeksa odvetniške poklicne etike, ki pravi: odvetnik mora pri svojem delu ohraniti popolno neodvisnost od vsakega zunanjega vpliva, ko se odloča, kako bo najbolj kvalitetno, pravično in dobro zastopal svoje stranke. Pri vsem svojem ravnanju mora izkazovati državljanski, jaz bi rekel tudi poklicni pogum. A vi osebno menite, da gre v tem primeru tega vašega kolega, odvetnika Matoza, za kolizijo interesov? Ja, to mora se vprašati pri vsakem konkretnem primeru. Tako pavšalno, da moramo reči, odvetnik je lahko v nadzornem svetu ali pa predsednik, ampak mora pa paziti, da ne pride, ko prevzame neko stranko, do kolizije interesov. Kako komentirate neuspešen boj proti sovražnemu govoru, proti rasizmu in ksenofobiji, ki je vse več v Sloveniji? Nekateri pravijo, da je problem v dikciji 297. člena Kazenskega zakonika, ki onemogoča resen pregon. V tem členu piše, da mora biti dejanje storjeno na način, da ogroža javni red in mir. Ampak ta pogoj je za mnoge nesmiselen in premočan. Če rečem, da moramo ubiti Jude, bi jih torej moral že nekako preganjati z orožjem. Ali bi morali ta člen vsebinsko spremeniti, kajti tožilci ga razumejo na ta omejen način? Ta zelo problematičen pogoj je v 297. členu Kazenskega zakonika povzel naš zakonodajalec na podlagi variantnega priporočila Evropske unije. Mislim, da je to varianto poleg Slovenije izbral samo Ciper. Slovenska sodna praksa je to sporno določbo razlagala tako, da pregon avtorjev sovražnega govora skoraj ni bil mogoč. Po mnenju višjega sodišča je bilo namreč dejanje storjeno le, če je zaradi zbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti prišlo do neposredne nevarnosti za javni red, torej, če je prišlo do nasilja, neredov in podobno, ali pa, če je take dogodke preprečila policija. Temu stališču višjega sodišča je nekaj časa sledilo tožilstvo, zaradi česar se ni odločalo za pregon tudi očitnih primerov sovražnega govora. Vrhovno sodišče pa je pozneje opozorilo, da je tako razumevanje 297. člena Kazenskega zakonika napačno. Navedlo je, da zadošča, če je podana potencialna in ne samo konkretna nevarnost ogrožanja ali motenja javnega reda in miru. Pričakujemo in prepričani smo, da bo tej razlagi Vrhovnega sodišča v bodoče sledilo tudi tožilstvo. Dejali ste, da pričakujete, da bo tej razlagi sledilo tožilstvo. Če bo sledilo tej razlagi, bo verjetno zelo okupirano z delom, ne? Kajti v tej državi, kot kaže, se vse bolj širi sovražni govor. Poleg
vodilne oblasti, ki novinarke označuje oziroma predsednika za prostitutke. Imamo tudi tako imenovane rumene jopiče v zadnjem času, katerih vodja je Urban Polgar in on recimo na svojim spletni strani objavlja tvite, kot je tale: Hitler je heroj. Ravno včeraj je društvo delavk in delavcev v kulturi pripravilo protestno razstavo na pročelju Ministrstva za kulturo, ki je društvu, ki ga Urban Polgar vodi, dodelilo status društva v javnem interesu. Minister za obrambo oziroma minister za notranje zadeve Za kulturo, ne? Ja, podelo ga je minister za kulturo Vasko Simoniti, ampak to vlada potrdi, koliko vem. Akterje tega društva, tako imenovane rumene jopiče, pa je minister za notranje zadeve Republike Slovenije Hojs označil za bisere. Protestnike, ki protestirajo proti tej vladi, pa ne samo protestnike, tudi nekatere evropske komisarje, pa je označil za svinje. Kako vi to komentirate? A je zdaj Hitler po novem heroj? Torej, način izražanja, o katerem ste govorili, na katerega ste upozorili, najbolj ilustrativno kaže, kdo so avtorji, kakšni so avtorji in kako se predstavljajo. Kar pa zadeva avtorja teksta, da je Hitler heroj, sem seznanjen s tem, da je vložena ovadba in prepričan sem, da bo tej ovadbi sledila obsodilna sodba avtorja. Upajmo. Namesto države vse bolj dobivamo domovino, ki je bolj kot na pravu utemeljena na rodu in lažnem domoljubju, s katerim se prikriva grabljanje v osebno korist in zloraba politične moči. Kaj storiti? Kaj bi po vašem mnenju morala storiti Evropska unija, da bi zaščitila demokracijo in vladavino prava v Sloveniji? Kaj ti zdi se, da ne stori dovolj? Po mojem mnenju lahko Evropska unija stori bolj malo. Potrebne so volitve, na katerih naj se volivci odločijo, kakšno domovino ali državo želijo.